za nama je torej novi Focus 4. generacije. In oba se strinjava, da je to najlepša barva, kar jih je, pa še oprema ST-Line ima. Kar pa vse skupaj še malo bolj popestri, da je avto tak malo bolj agresiven. Ni še ST, ampak tudi tole že zelo dobro Je na zgleda. dobri put. Prva stvar, kaj vsi opazimo na sprednjem delu tega Focusa, so novi polni led žarometi s črnim ohišjem, pa sekvenčni žmihavci. Naslednja stvar, ki jo takoj opazimo na sprednjem delu, je pa tole satovje na sredini, ki je poznano že iz nove Fieste. Moram pa pohvaliti tudi tile reže za usmerjanje zraka, ki so dejansko funkcionalne. Ko so objavili prve fotografije tega Focusa, se je javnost kar krehala glede teh novih luči, ampak v živo, ko jih vidiš, je linija res lepa. Pa tale ST-Line ima res fin difuzor, pa dvojno cev. Pa če se jaz ne motim, je tale odprtina tukaj rezervirana za eno drugo izvedenko tega Focusa. Je pa ena stvar zelo očitna, ne? Tak Focus v tej modri barvi bo na ulici pritegnil res veliko pogledov, ker izstopa, zelo dobro izstopa. Pa zdajle, ko sva se ustavila, da narediva par fotk, sva oba pogledala tale stranski profil in sva bila kar wow. Pa tudi tale 18-palčna platišča res pašejo zraven, ne? Novi Focus se bo pri nas prodajal v parih različnih verzijah, 4-vratni, 5-vratni, Caravan, pa kasneje pride tudi različica Active, pa še dva, o katerih danes nismo govorili, ST pa RS, upam, da prideta. To so najne pobožne želje, tako da upam, da se uresničijo. No. Kaj pa paketi opreme? So pa v bistvu mislim, da sta dva trend paketa, pol imamo Titanium, ST-Line, kaj tale na en taplov, Vignale, pa še nek biznis. Moramo pa poudariti, da je v bistvu tale Focus tehnološko najbolj napreden, ma ne sem kot med Fordi, ampak tudi v svojem razredu. Zdaj, nov Focus ni samo lepši pa bolj prostoren, ampak je tudi malo bolj pameten ratov. Zdaj lahko zaznava pešce in kolesarje tudi v mraku oziroma v nočnem času. Pomaga pri naletu oziroma če se ti zaletiš, nekako izgubiš nadzor nad vozilom. Pri tem ti pa on sam pomaga, da se v bistvu ustaviš, da ne greš naprej in povzročiš še ene prometne nesreče. Ima sistem proti trčenju. Ta avto dejansko se kvalificira pod drugo stopnjo avtonomne vožnje, kar pomeni, da v bistvu že sam vodi avtomobil po sredini pasu, uravnava razdaljo, se lahko tudi sam ustavi in ponovno spele, kar je zelo pameten. Pa še ena zanimiva lastnost je tale parkirna kamera, kjer omogoča tudi širok kot pogleda. Pa tudi avto zna, že prejšnji Focus je znal sam parkirati, ampak ta z novim 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom dejansko parkira čist sam. Ni vam treba prestavljati naprej ali pa nazaj, ampak dejansko to on naredi čist sam, tako da je dejansko dobesedno samodejno parkiranje. Pač pedalke za plin pustiš čist pri miru. Tako. Pa če se posvetimo še notranjosti, v novem Focusu je en kup bolj kvalitetnih pa udobnejših materialov, mehka plastika, tako da je vse na vtip še bolj prijetno, pa ima za 50% manj tipk in stikal, kar je pa tudi zelo pohvalno. Se pravi, če so navgledali iz prejšnjih vlogov iz Fieste, vam bo notranjost precej znana. Ima dodatno še head-up display, kaj je meni precej všeč, Andraž si ga ni mogel jih najbolj nastaviti. Ja, ampak pol po nekaj časa mi je rato malo bolj všeč. Je pa res, da je med večjimi nasploh eden večjih head-up displejev, kar sem jih videl, pa tudi zelo jasen, pa veliko informacije gor, tako da dejansko vam ni treba odmikati pogleda od ceste. Lahko si prilagodiš sploh, kaj boš jemo gor, lahko, če ti kaj ne paše, pač daš stran in zakon. Super zadeva, ja. Kar je pa znanega od motorjev pri novem Focusu je pa tako. EcoBoosti so na voljo litrski 100 in 125 konjski, potem pa še 1,5 EcoBoost je pa na voljo 150 pa 182 konji. Od dizla imamo pa 1.5 EcoBlue, se pravi ima 95 konjev ali pa 120 konjev, pa še ta močnejši, pa 2.0 ima pa 150 konjev. In nekateri od teh bojo lahko prišli tudi v kombinaciji z novim 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom, ki pa tudi znotraj na armaturki izgleda dejansko zelo lepo, ampak bo pokazala v priliki, ja.
To je to. Če še niste, hitro kliknite tisti rdeč gumb subscribe spodaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Pa lajkajte tega hudega fokusa.